Torej, lepo pozdravljeni na okrogli mizi o izobraževanju odraslih in razvoju kariere, ki bo govoril o tem, pred katerimi izzivi se pojavlja izobraževanje odraslih in razvoj kariere. Okrogla miza poteka v okviru tedna vseživljenjskega učenja in razvoja kariere Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete. Namen pa je tudi ta, da predstavimo študijski program izobraževanja odraslih in razvoj kariere. Gre za magistrski študijski program, ki poteka na Pedagoški fakulteti. Z tega vidika bomo današnjo okroglo mizo izvajali trije predavatelji na tem študijskem programu po abecednem vrstnem redu. Sta to asistentka dr. Nina Krmac in docentka dr. Maja Mezgec. V naši družbi pa vidim, da imamo tudi ostali dve predavateljici, in sicer dr. Ano Kožuh in dr. Jurko Lepičnik Vodopivec. Samo vodenje okrogle mize bo v moji domeni, jaz sem pa Dejan Hozjan. Če bo kdo imel kakšno vprašanje vmes ali na koncu, nam lahko napiše v chat, tako da v klepetalnico. Bom jaz prebral vprašanje, potem bomo mi poskušali odgovoriti na vaše vprašanja. Ker smo pa tako izbrana družba, pa predlagam, da je vzdušje covidu primerno, to pomeni domače, dobesedno. V redu, da ne bomo predolgi, bi jaz predlagal, da najprej začnemo z prvim vprašanjem. Tako da prvo vprašanje, ki smo si ga nekako okvirno zastavili, je pravzaprav usmerjeno v slovenski izobraževalni prostor. In sicer, kje smo na področju izobraževanja odraslih in razvoja kariere danes v Sloveniji. Če pogledamo poročila o tem, kakšno je stanje v slovenskem prostoru na področju izobraževanja odraslih, lahko ugotovimo, da v povprečju so številčni kazalniki v primerjavi z ostalimi evropskimi državami relativno visoki. Se pravi, to pomeni, da pri teh ključnih kazalnikih smo nad povprečju, če govorimo recimo, ne vem, stopnja udeleženosti prebivalstva v izobraževanju odraslih je nekoliko nad povprečjem, potem osip je nekoliko nižji kot v povprečju Evropske unije, vendar pa se z obdobjem covida pojavlja manjši upad. Se pravi, v zadnjih 2 letih se, vsaj kar se tiče vključevanja odraslih v izobraževanje odraslih v Sloveniji, nekoliko znižuje in se počasi približujemo evropskemu povprečju. V Evropi je to povprečje 10,8 odstotka prebivalstva, v Sloveniji pa 11,4, tle nekje, tako da to je ena zadeva. Drugo tako opažanje, ki ga zasledimo ob branju poročil, je razlika v prebivalstvu. Na eni strani imamo prebivalstvo, ki je bolj izobraženo, in govorimo o formalnem izobraževanju, in posledično je tudi bolj vključeno v izobraževanje odraslih. Na drugi strani pa najdemo prebivalstvo, ki je manj izobraženo, z vidika formalne izobrazbe oziroma z vidika stopnje izobrazbe, in posledično tudi manj vključeno v koncept vseživljenjskega učenja. Tako da tukaj se pojavlja na nek način dihotomija med prebivalstvom z višjo stopnjo izobrazbe in prebivalstvom z nižjo stopnjo. Tretja, vsaj tako moja opazka, ki je povezana na ta drugi del, na razvoj kariere, pa je povečevanje brezposelnosti starejšega prebivalstva. Nekako se kaže korelacija med tem, kakšno izobrazbo ima prebivalstvo in kakšne je stopnje brezposelnosti. Se pravi, nižja kot je stopnja izobrazbe, višje je ponavadi tudi stopnja brezposelnosti.
kar se sploh kaže pri starejšem prebivalstvu. Se pravi, tam pri starejšem prebivalstvu je to še nekoliko bolj opazno. Tako da, to so nekako ta moja okvirna razmišljanja o tem prvem vprašanju, se pravi, kje smo z izobraževanjem odraslim in razvojem kariere v slovenskem prostoru. Najprej bi prosil dr. Majo Mezgec, če mogoče poda kako svoje videnje, svoj pogled, mogoče dopolni ta moja izhodišča. Tako da, izvolite, beseda je vaša. Ja, hvala lepa za besedo in lep pozdrav z moje strani. Jaz vsekakor podpiram to analizo in mislim, da drsimo k temu, bom rekla, k tem evropskim trendom, bodi si glede udeležbe, se pravi stopnje udeležbe, bodi si tudi glede tipologije udeležbe. Tako kot ste omenili, so dejansko nekatere družbene skupine, ki so najmanj vključene, in dejansko se te vzorci ponavljajo tudi v drugih evropskih državah. Tako da kljub temu, da smo imeli, bom rekla, malo više, povprečno udeležbo v prejšnjih letih, nismo uspeli prebiti tega začaranega kroga, da bi uspeli v večji meri vključevati določene družbene skupine. Seveda tukaj gre nek proces vključevanja, tako da treba iskati skupaj ustrezne rešitve. Dejstvo je, da tako kot trend drugje, se kaže tudi pri nas, da so najmanj vključene ravno tiste skupine, ki jim včasih pravimo tudi, da so najbolj ranljive, za katere so značilni pač nižja stopnja izobrazbe, nižji dosežki v izobraževanju in tudi drugje. Skratka, nekje se kaže ta začaran krog, da se vključujejo v izobraževanje pretežno ljudje iz istega socialnega okolja. In tukaj mislim, da potrebujemo dodaten napor, kako prebiti te začarane kroge oziroma to dinamiko. Marsikaj je bilo postorjenega, ampak pred nami so seveda še veliki izzivi, po moje ravno v tej smeri. Mogoče bi se tu tudi navezala s problematiko, ki ste omenili v samem uvodu. Za nami je COVID obdobje, ki predstavlja tudi neko novo preizkušnjo. Jaz včasih malo hecno rečem, da na področju izobraževanja po covidu nič ne bo več tako, kot je prej bilo. Čeprav se zavedam, da v marsikaterih krogih samo čakamo, da bi se povrnili v normalne razmere. Ampak mislim, da je ta izkušnja tako zaznamovala področje izobraževanja, da bodo nekatere spremembe, novosti, tudi ki so bile vpeljane, veljale še naprej. Kar je gotovo, da so bile spremembe in nekatere novosti dobrodošle, vsaj za nekatere skupine, za nekatere pa manj dobrodošle. In tukaj spet gre razlikovati tudi v izobraževanju odraslih, kjer je bil v bistvu največji osip in spet smo ravno pri teh najbolj ranljivih skupinah. Ampak verjamem, da na to tematiko se bomo potem še vrnili, kako je bilo z izobraževanjem nadaljavo, tako da tu sem sam omenila, da dejansko ta izkušnja je še ojačila nekatere razlike, ki so bile že prej prisotne. Lahko eno podvprašanje. Omenili ste težave z ranljivimi skupinami, ki so na nek način na področju izobraževanja odraslih zelo pogosto postavljene na stranski tir. Na nek način, če gledamo vlaganja v izobraževanje, ugotovimo, da ta zelo pogosto prehajajo iz javne sfere v na raven posameznika. Se pravi, tudi z vidika financiranja izobraževanja odraslih je bolj v domeni posameznika kot v domeni države. To, kar me zanima, je, kako vi vidite
različne projekte, vlaganje države v skrb za te ranljive družbene skupine. A je tega dovolj ali ne? Nekako podatki ne kažejo tega, da bi lahko v ustrezni meri zadovoljili potrebe ranljivih družbenih skupin. Pa me popravite, če se motim. Ja. Težnja je, da se nekje tudi odgovornost prelaga na posameznika. Skratka, da bi moral posameznik prevzeti odgovornost za lastno izobraževalno pot, karierni razvoj in tako dalje. Tako da v sodobnejših liberalnih pristopih se nekje odgovornost države in državnih sistemov malo umika in prepušča to odgovornost posameznika. Vprašanje je, ali je posameznik usposobljen za prevzemanje take odgovornosti. To je pa potem nek vseživljenjski proces, ki pa odpiramo drugo temo. Tako da ja, je v bistvu ta prenos odgovornosti zelo pomemben. Potem bi prosil še Nino, če lahko nadaljujete z debato oziroma z vašim pogledom na stanje izobraževanja odraslih. Morda bi izpostavila prav ta prvi del, torej visoka udeležba še vedno se res kaže v Sloveniji in da v bistvu nimamo težav na vse pedagoške poklice glede vpisa. Se pa kaže, da, kot ste tudi vi izpostavili, da je v zadnjih letih v upadu in res je v upadu in glede na ostale države, ko smo ravno tudi opravljali čisto analizo o aktivnem staranju, se je prav tam pokazalo, da je pri ostalih evropskih državah to zanimanje za pedagoške poklice, za izobraževanje odraslih, kot tudi za ostale, da je izrazito upadlo. In da se vse bolj vsi nagibajo k nekemu samostojnemu podjetništvu, torej v privatni sektor, kjer izpostavljajo, da so pač plače višje. S tem pa, da morda za Slovenijo, že če zanimanje še imamo, se je tam pokazala težava, da ostale države nekako vedo, da je to težava, ker imajo projekcije in plane vnaprej. Kot Norveška, ko projicira že za 20 let vnaprej, kaj naj bi se torej glede na brezposelnost, ki je tudi v 3. točki omenjena, glede na stopnjo izobrazbe, glede na vse, torej kaj naj bi se dogajalo samim pedagoškim poklicem. In to po mojem v Sloveniji je tisti del, ki bi ga še morali razviti, pa bi mogoče potem s tem povezano nekako izboljšali tudi samo. Dejansko, po mojem, so sledi vse 3 točke, ki so tukaj izpostavljene. Če bi morda naredili plan, naj si po to vsaj 10-letni, ko jih ima več držav za 10 let, da bi nekako videli, kaj se z nami dogaja in kako bo s pedagoškim poklicem, da smo pripravljeni, da ustrezno ukrepamo in da damo potem to prednost tudi temu izobraževanju odraslih. A bi lahko na tej točki še nekaj dodala? Sem malček širše razmišljala. Seveda, da, absolutno. Zdi se mi, torej, da ne govorimo samo o formalnem izobraževanju, če lahko izpostavim še del neformalnega. Tako zadnje čase, ko sem opazovala kakšno to gibanje, kako se vse izpostavlja, pač pomen tega, da je nekaj proizvedeno v Sloveniji, da je karkoli, pač velik pomen se mi zdi, da smo začeli dajati na to, da je nekaj slovensko, In se mi zdi, da so na tej točki tudi mladi dobili tako velik zagon in željo potem, da sami pričnejo ustvarjati. Kar se mi zdi zelo super in so oni sami torej postali strokovnjaki na določenem področju. In opazila sem, da je v bistvu prav iz tega njihovega izhajanja, karkoli znanja imajo, da čeprav nimajo torej pedagoško-andragoškega znanja, da delijo to znanje, je tudi s tem Zoomom, s tem nadaljavo predavanjem bilo veliko izobraževanj v tem času za odrasle, ki lahko pridobivajo torej kompetence, spretnosti torej na različnih področjih. In se mi je to zdelo zelo zanimivo, ker sem osebno se želela na marsikatero zadevo prijaviti
in praktično so bile zapolnjene prijave, ne, tako hitro, da si se nekako moral kar grebsti, da prideš do tega, ne. In to se mi zdi en velik pomemben del, da torej se tudi nekdo, ki je starejši, odloči razvijati to kariero, ne, ta del razvoj kariere, ki ga omenjamo, ne, in da se kar začnejo izobraževati in opažam, da so tako mlajši kot starejši, da se udeležujejo različnih izobraževanj, da pridobijo certifikate, da razvijajo to njihovo pot, torej, da si upajo več. In se mi zdi, da se kažejo te razlike prav povezane, prav morda s tem, da je nekaj izdelano, proizvedeno v Sloveniji, ne, in da nekdo sam potem v Sloveniji odpira svoje podjetje kot samostojni podjetnik. Pa bom potem mogoče v nadaljevanju izpostavila še glede naših študentov, ker se mi zdi, da tudi marsikdo se je vpisal prav iz tega razloga, da je pridobil še to znanje, ne. Eno podvprašanje, ker ste me tako... Upam, da nisem zašla preveč, ampak... Ne, saj prosto se pogovarjamo, tako da ni problema. To, kar ste omenili, na nek način pri tistem prvem delu, pri aktivnem staranju v pedagoških poklicih. Kakšen je vaš pogled na status učiteljev, andragogov, pedagogov v tem kontekstu? Če pogledamo strateške dokumente, velik poudarek na vseživljenjskem učenju, na neki papirnati ravni, ko pa gre za vprašanje statusa poklicev, ki ga upravljamo, pa se mi pojavlja vprašanje, ali smo dosegli vse, oziroma ali dosegamo dovolj. Dobro vprašanje. Ja, se mi zdi, da potem na tej točki, koliko je pomembno to vseživljenjsko, da enostavno smo potem pedagogi, andragogi, morda, ki bi to delili potem v ozadju. In na drugi strani, na žalost pač lahko iskreno povem, pa tudi to predavanje, ko sem imela za sindikate glede tega aktivnega staranja, so potem tudi oni potrdili iz njihove strani. V raziskavi se je izkazalo, da so vsi nekako strokovni delavci niso sicer bili zadovoljni s tem nudenjem in možnostmi, ki ga imajo za njihovo aktivno staranje in razvijanje, ne. Sicer je bilo izobraževanje izpostavljeno, da je prisotno, ampak to je izključno zaradi tega, ker to je formalno določeno, ne, že zaradi samega napredovanja, koliko izobraževanj se udeležijo, ne. Ampak to verjetno tudi vi veste, bili ste del te analize, ne, tako da v 75% ne, je v bistvu praktično 75,5% vključenih v raziskavo je izpostavilo, da ni ustrezno poskrbljeno za aktivno staranje v vzgoji in izobraževanju, ne, za strokovne delavce. To pa je kar visok odstotek in s tem še, da lahko poudarimo, da je bilo več kot 1000 oseb, ne, praktično 1000 strokovnih delavcev vključenih, tako da je kar eno mnenje, ki ima eno težo, ne. Tako da to je zastrašujoče, ne, na nek način. Zdaj pa, kaj moramo narediti, morda danes lahko dobimo še kakšno idejo, ne. To, kar se mi je pa zdelo zanimivo, ko ste odprli to temo, ja, da je bilo težko priti do izobraževanj, ker so bila, ne, dostopna in je bil velik interes, kar meni na nek način kaže na to, da vsaj pri tej populaciji, ki je digitalno pismena, da je znanje vrednota. Mislim, da si želijo pridobivati neko znanje, ne. In to se mi zdi na nek način tisti val, na katerem bi mogli tako pedagogi kot andragogi, če smem temu reči, zajahati in na nek način dvigniti nivo, v končni fazi tudi našega poklica. Res je, ja. Jaz vidim zelo pozitivno to, tako se mi zdi, da se je kar veliko zadev odprlo in da bo to izobraževanje odraslih se v bistvu vse večalo. Tako tak občutek imam, glede na to, kako si tudi odrasli želijo vse več dosegati in se vse bolj zavedajo, da ni dovolj izobrazba, ampak vse tisto zraven, vse to dodatno neformalno izobraževanje, ne, je tisti plus za zaposlitev, ne. In za odpiranje svojega, ne. Sploh za odpiranje svojega, ker se mi zdi, da zdaj vsako osebo, ko gremo na spletno stran pogledati, kaj nudi, vedno grem pogledati o osebi, katere certifikate ima ta oseba, kaj je že vse opravljala, kje je že vse bila. In na žalost ali pa ne vem, je to tisto, kar mi da
eno potrditev, da se lahko prijavim, da je vredno plačati, da bom dobila več. Ja, ja. Ja. Maja, bi vi še kaj dodali k tej razpravi? Ne, niti ne zdaj v tem trenutku, hvala. Glede na to, da smo postavili oziroma odprli kar nekaj tako izhodišče za razmišljanje in dvomim, menim, da se je tudi udeležencem ostalim pojavljalo kakšno mnenje, razmislek, bi jaz povabil, da na tej točki podate kako svoje mnenje, svoje videnje, vprašanje, debato, preden gremo naprej na drugo vprašanje. Tako da mirno odprite mikrofon in povejte svoje mnenje. Morda bi jaz... Izvolite. Ja, jaz sicer bom rekla, da ne spadam ravno v to področje, ker prihajam iz Univerze za tretje življenjsko obdobje, Ilirska Bistrica, in kot poslušam, se tle bolj dotikamo teh pedagoško-antropoloških smeri, poklicev, pa seveda tudi govorite o starejših, ki jih nekako že pri nas poimenujejo mlajši starejši, ne, se pravi, to so tisti, ki so nekje do 55, ne, vsi ostali 55 plus v tem primeru imamo popolnoma drugačne izkušnje in pa tudi ne gre za to brezposelnost, kot smo zdaj videli v teh 3 točkah tega vprašanja, ampak moram povedati, da mi se pač ukvarjamo s skupino starejših, pa seveda tudi s skupino mlajših, ker smo univerza, ki ima različne aktivnosti, dejavnosti, s tem, da se financirajo člani sami, nimamo nekih podpore od države, da nas je teh starejših ogromno, to vemo, da so nas polna usta o temu in da moram reči, da se mi malo drugače srečujemo s temi problemi, posebno zdaj v času covida. Mi smo imeli članstvo pred nedavnim 300 članov, pa dajmo, če grem sam na zadnje leto 2019, ko smo imeli 200 članov, je ta covid vplival na nas, glede na to, da je bila univerza zaprta, da so se člani kar izpisovali, oziroma že jeseni so pokazali, da se bojijo, da ne bodo nadaljevali. Zakaj? Mi imamo težave z Zoomom, ne? Oni ne želijo delati preko Zooma ali pa drugih IKT pripomočkov, tudi če so mlajši, želijo si druženja, poskušali smo jezike uvesti, imeli smo sicer par skupin tudi preko Zooma, ampak vsi ostali so rekli, dajmo rajši počakati, pa ko se dobimo, pa bomo skupaj študirali, pomeni, da jim manjkajo stiki. Vedno mi pišejo, me opozarjajo, leto dni, nismo se videli, manjka nam druženje, se pravi, vse to jim manjka. Tako da jaz, pa mislim, da tudi vse naše slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, večinoma se srečujemo s tem problemom usposabljanja in pripravljanja teh ljudi, da bi šli na tak način izobraževanja, ampak zelo težko to sprejemajo. Poleg tega pa moramo opozoriti, to so ljudje z nižjimi prihodki oziroma z nizkimi pokojninami, niti nimajo naprav, niti se ne usposabljajo, tako da jaz to našo ljubo državo in pa tam, kam imam možnost Ministrstvo za izobraževanje, opozarjam, da bi morali veliko več narediti tudi na usposabljanju in seveda pri pomaganju finančno, sicer ne gre za neko jokanje, ker mi imamo 30 študijskih skupin in teh 30 študijskih skupin se same financirajo, tako da se čuti potreba pri druženju, pri izobraževanju starejših, pri dobivanju novih znanj, ne glede, da so starejši, vendar je pa tudi ta finančni vidik zelo vprašljiv. No? Tako da čakajo in mi vsi čakamo, da bi bilo te epidemije konec, da se končno dobimo, da se lahko družijo, da se lahko izobražujejo, ampak so pa problemi predvsem pri uvajanju novih metod, načinov, tako da tle se bomo mi še verjetno srečevali s težavami. Govorim pa tudi zato, ker vsak si tudi ne more nabaviti opreme, potem jih je treba usposabljati in tako naprej. Tako da tle je na našem področju še veliko, veliko težav. Hvala lepa, ker ste me poslušali. Hvala za vaše mnenje. Tako bilo je zelo dobrodošlo, ker na nek način ste odprli en tako malo diametralni pol, kot ga je Nina. Ne, v smislu, Nina je odprla zgodbo v to smer,
ko se grem jaz izobraževati, me zanima, kakšne certifikate ima, kakšno znanje bom zdaj dobila od tega, ki bo predaval. V vašem primeru pa vendarle gre za neko drugo zgodbo, ne, ki jo pa Zoom na nek način težje obdela. V smislu, ja, nam pa ni prioriteta toliko znanje, kot neko druženje, medosebni odnosi, ne, kar na nek način kaže na to, kako heterogena skupina so pravzaprav odrasli in jih je izjemno težko dajati v en koš. Tako da se mi je zdaj vaš prispevek tako dragocen. Ne? No, jaz bi sad že to rekla, da mi imamo mešane skupine, ne? Mi govorimo o nekem medgeneracijskem sodelovanju, kar sem že uvodoma rekla, v skupini niso samo starejši, ne vem, od 60, 65 do 85, 90, ki jih imamo, ampak imamo mlade. V skupini so stari 23 let, so stari 40, ampak tudi tle čutim, da so si vseeno želeli bolj tega stika. No. Je malo drugačne pri nas, kot pa v tem, kar ste vi do sedaj povedali. Hvala. Bi še kdo dodal? Jurka mi deluje, kot da bi nekaj dodala. Izvolite, Ana, se opravičujem. Ravno ta glas pred trenutkom me je utrdil v razmišljanju nad tisto našo prvo točko, ker ko sem poslušala, sem mislila, da vendarle ta glavni problem izobraževanja odraslih in razvoj kariere, to so dva problema. In tukaj nam se to zelo lepo pokazalo, da udeležba v okviru izobraževanja odraslih je, mislim, zelo zadovoljiva, ker vidim, da tudi se pogovarjam s pedagogi, ki imajo načrt ali so že na nek način zgradili osnovo za univerzo tretjega obdobja, tudi z Ljubljane, iz Filozofske fakultete, profesorica Sonja Kump o tem razmišlja v svojem malem mestu. Tudi jaz sem že mislila, da bi mogoče v Ankaranu nekaj podobnega naredili. To pomeni, je interes, da bi tudi nekaj odpret, ker vidimo, da je takšna potreba, ampak to je samo ta ena smer, izobraževanje odraslih. A smer razvoj kariere, verjetno je treba razmisliti, da je zgrajena na čisto drugih stvareh. Zato mogoče bi bilo fino to razmišljanje nekako paralelno voditi, da bi dobili celoten pogled na to. To samo toliko o tem. Ja, zagotovo. Se pravi, izobraževanje odraslih in razvoj kariere sta dve točki, ki se stikata samo na nekem delu. Ne? Zagotovo pa gre ne potem izobraževanje odraslih ravno z to starejšo populacijo čez ta okvir in so potrebe tudi drugačne kot znotraj teh potreb za trg dela v tem smislu. Zato tudi zanimive so tudi te številke, na kak način nastajajo številke, na kak način respondenti to razumejo. Zato mogoče v prihodnosti lahko, jaz nisem andragog, ampak mislim, da mogoče bi bilo zanimivo poudariti tudi v raziskavah, ali res respondenti razumejo, na kakšno vprašanje dobesedno odgovarjajo in res ali rezultate, ki jih dobijamo, so tiste, ki jih treba dobro ovrednotiti. Ja, absolutno, ker je zdaj tle, ja, ok, mi smo nad evropskim povprečjem, to že po nekih podatkih, ampak kaj pa zdaj se tle v ozadju skriva, je pa seveda druga zgodba, ne, ki je pa potrebno dodatno raziskovati. Ne. Kdo se vključuje, kdo dviguje povprečje, kdo ga znižuje. Mislim, zadeve niso tako enoznačne, kot mogoče kažejo podatki, kao, ja, nad povprečjem smo, super, ne, v tem smislu. Ne. Hvala. Bi še kdo kaj dodal? Jaz, če smem, se mi zdi, da se v teh pogovorih tako lepo izjasni te profili, ki jih je še Hull opisoval, ne, glede odraslih in prevladujočih motivih za udeležbo. Ne. Je prav, da imamo tako načeloma 3 tipologije odraslih, ne,
eni se prevalentno odločijo za izobraževanje, zato ker so ciljno naravnani, ne, in zasledujejo nek cilj, ne. In ta skupina se mi zdi, da recimo njim je bilo recimo izobraževanje nadaljavo bolj ugodno, ne, ker so lažje prišli do svojega cilja in pač zapolnili te svoje obveznosti z izobraževanjem, ne. In potem imamo tudi to široko skupino, ki jo je ravno z Univerze za tretje življenjsko obdobje opisala gospa, tistih, ki se udeležujejo zaradi želje po neki socializaciji, ne, se pravi, je ta socializacijska komponenta zelo pomembna, ne. In tukaj se pa kaže, ne, da teh izobraževanja nadaljavo ni zadovoljilo, ne. Potem imamo še recimo vedoželjne, ne, ki recimo se udeležujejo zaradi želje po pridobivanju novega znanja, ne, ki verjetno so nek hibrid, ne, enkrat ja, enkrat ne, odvisno, ne, od kakovosti, ne, izobraževanja in ponujenega, ne, kot je Nina rekla, ne, pogledam certifikate, da si zagotovim visoko kakovost in tako dalje, ne. Tako da se mi res zdi, ne, da tukaj se deli tisti, pri katerih je bil ta socializacijski trenutek tako pomemben, ne, pri tistih izobraževanja nadaljavo verjetno niso pač zadostili, ne, nekim pričakovanjem. Upam si povleči recimo neko sporednico kot so športom, ne, recimo vidim pri svojih otrokih, ne, če so imeli neko vadbo nadaljavo, to ni bilo isto, kot da so bili skupaj telovadnici, ne. Manjka, ne, tisti kolektivni trenutek, ne. Tisti, ki pa so ciljno naravnani, ne, moram pridobiti to stopnjo ali pa to diplomo ali to kvalifikacijo, ne, pri tistih pa se verjetno nadaljavo izšlo, ne, ker so v bistvu ugotovili še nekatere prednosti, recimo, ne. Tako da ja, so te skupine zelo heterogene in verjetno bo treba zdaj vse te značilnosti skrbno upravljati, ne. To, kar ste ravnokar omenili, Maja, mi je tako odprlo eno vprašanje za gospo z Ilirske Bistrice. In sicer, Nina je na eni strani omenila pri, rečemo, mlajši populaciji, ki je navajena na Zoom in želi neko konkretno znanje, ne, pri teh ni problem, ti se bodo vključevali v vse možne oblike online izobraževanja. Vprašanje, ki se pa meni pojavlja za gospo, pa je naslednje. Ali je zdaj uporaba Zooma v vašem primeru pomenu korak nazaj, ker ste rekli, da je upadlo število iz 300 na 200, a boste zdaj na nek način mogli spet na novo te ljudi motivirati, da se spet vključijo k vam? Ja, absolutno, ker to kaže, to, kar smo rekli, ne glede, da si oni želijo tudi izobraževati, izobraževanja, ki jih imamo, so za vsakodnevno potrebo uporabo, ne, z takega ali drugačnega vidika oziroma njihove želje in pa potrebe, ki jo imajo. Vsekakor, da mi, če bomo hoteli ostati na nekem nivoju oziroma to populacijo, ki je za našo občino, ki je majhna, zelo veliko številčna in se številčno izobražuje in se tudi medgeneracijsko izobražuje, je za nas to zdaj en velik problem, ker, kot sem že prej povedala, ni to tako enostavno. Mi zdaj lahko tudi usposabljanje naredimo, ne, tudi, da se tega navadijo, da se naučijo, ampak problem je tudi oprema, ki jo nimajo, ne, pa jim nekdo jim mora pomagati in tako naprej. Ne moreš ti kar začeti, če niti osnovnih stvari ne znaš na računalniku, ne, tako da mi že zdaj razmišljamo, seveda verjetno poletni čas ni najbolj primeren, da bi jih ponovno jih učili, pa seveda tudi veliko dela upravljamo skupaj z gimnazijo. Gimnazija bo tudi zdaj na počitnicah, tako da nas jeseni čaka kar eno veliko delo, ne, da če se bo to ponovno zgodilo, da jih bomo sploh pritegnili. Ampak saj pravim, bojim se, je ena bojazen, da bomo zgubljali. Seveda bomo pa zgubljali tudi na njihovem življenju, se pravi, kar potrebujejo, ker ni samo izobraževanje, to, kar je gospa prej tudi Maja rekla, rabijo stike, smo pač ljudje, ne, ti ljudje so starejši, zavedati se moramo, da oni tudi, veliko jih živi tudi samih in potem tudi to rabi, tako da poleg izobraževanja res rabijo tisti del stikov, srečanj v živo. In tle se nam seveda, vse to čutimo, nas je zdaj koliko je 56 univerz, po celi Sloveniji, ampak približno enake težave so povsod. Seveda, še večje težave so na podeželju, ne? Ampak tudi Univerza v Ljubljani imate težave. Od njihovih 3000, ne vem, ki jih je bilo, jih je zdaj sigurno 25%. Se pravi, tudi tam ni vse v najlepšem redu.
Tako da jaz ne vem, koliko lahko danes o tem razpravljam, ampak dejstvo je, da država premalo naredi za to populacijo, pa seveda tudi za medgeneracijsko sodelovanje med mladimi in starejšimi, kar jaz vidim, da je tudi veliko povezavo, veliko pomoči, veliko druženja. In tako da tle je premalo narejeno za tisto populacijo, ki ne spada v ta del brezposelnosti pa kariere še. Seveda se ti lahko kariero gradiš tudi, če si starejši, ne, ampak mislim, da je ta tema bolj naravnana na drugo. Smo pa mi potem en poseben problem, ki nas je veliko tudi v državi in ki bo treba tudi nam malo prisluhniti. Hvala. Hvala. Ne samo, da mi je dragoceno to, kar delate znotraj vaše univerze za tretje življenjsko obdobje, ampak mi je tako osebno zelo simpatično slišati vaše mnenje, ker prihajate z neke prakse. Dragoceno mi je, ker tako vidim nek drug vidik, ki ga mogoče samo kdaj ne opazim. Tako da hvala. Da bi samo še nekaj dodala. Moram povedati pa, da to je prostovoljstvo, ne? Ja. Naša univerza v bistvu deluje na prostovoljstvo. Se pravi, mi vse delamo brezplačno. Veste, da pri 200-300 študentih, pa pri vsem ostalem delu to ni malo, ne? Tako da se v bistvu oni plačujejo samo res tiste programe, tiste stroške, ki jih moramo plačati, se pravi najemnino, mentorje in tako. Tako da je to en tak pomemben vidik, no, da ljudi sploh še hočejo tako delovati in da delujejo. Hvala. Bi še kdo dopolnil? Kaj je o tem, kar smo do zdaj govorili? Gospa Branka je dvignila roko, kar izvolite. Dobar večer. Če smem dopolniti, mi je zanimivo, no, ker tukaj poslušam. V času prihajam iz vrtca in v času zaprtja vrtcev, čakanja na delo doma, sem tudi jaz, kot številne druge sodelavke, izkoristila številne priložnosti izobraževanja na daljavo. Meni se je zdelo to super, številne možnosti preko Zooma, od doma, ni bilo treba iti nikamor, res je bilo ponudbe ogromno. Se mi pa zdi, da je postalo vse skupaj malce nekontrolirano že. Ne vem, kar da bi vsak doma, ne vem, napisal neko seminarsko nalogo in pripravil neko predavanje na to temo. Ali pa pripravim neko 16-urno predavanje, vsak dan pol urce ali pa 1 urco za pridobivanje točk, plačaš nekih, ne vem, 30, 50, 60 evrov, zato da na koncu dobiš potrdilo za napredovanje v nazive. Koliko je bilo pa to kvalitetno in pa res vprašljivo. Mene zdaj tukaj zanima, če se gremo neko vseživljenjsko učenje, razvoj kariere, izobraževanje odraslih. Je to možno kaj kontrolirati, ali to ljudje izrabljajo, da kaj zaslužijo, ali po drugi strani tudi mi mogoče smo malo izkoristili priložnost za pridobivanje točk za napredovanje v nazive. Kar se tiče pa kvalitete pridobljenega znanja, je pa zelo nizka. To je bila moja izkušnja. Ne trdim, da za vse, sem bila prisotna tudi na številnih izobraževanjih takih res koristnih in mi pridejo prav tudi v službi, je bilo pa se mi zdi ogromnega balasta. Če smem samo stavkom 2 komentirati, tudi sam sem opazil podobno zadevo. Se pravi, tako prav poplava vsega je bilo. Vsak je imel, karikiram, 5 minut časa, je lahko pripravil neko izobraževanje. In potem ta skrb za kakovost je bila dejansko prepuščena trgu. Pač, če si malo okoli vprašal, kako je pri onem predavanju, pri tem si dobil nek feedback. Skratka, tako skrb za kakovost je bila prepuščena stihiji. V tem smislu. Če si naletel na nekoga, ki je v redu predaval ali pa ima neke izkušnje, je to bilo na nekem nivoju. Po drugi strani je pa bil tudi nek nizek nivo in tle mislim, da bi bilo potrebno zelo prevetriti, kaj se je dogajalo v tem vmesnem obdobju, ker pravim, ponudbe je bilo ogromno in zelo majhna skrb za to, kaj vse se ponuja. Za točke, ki pa veljajo enako kot v predhodnem obdobju, po mojem mnenju. Trg do neke mere lahko ravnava te zadeve, popolnosti pa absolutno, po mojem mnenju ne. V redu, še kdo bi kaj dodal?
Jaz mogoče bi sam izpostavila, da veliko krat so bile stvari v sili prenesene na splet kot neka krizna rešitev. V strokovni literaturi najdemo tudi besedno zvezo emergency remote learning. Skratka, proces je bil prenesen na splet, dogajal se je nadaljavo, ampak dejansko vso prisotnosti, tako kot bi se, če bi bili v živo. In tukaj si treba malo naliti čistega vina, če se bo to, če se bo nadaljevalo z izobraževanjem nadaljavo, da se dejansko oblikuje programe, tako kot je treba jih zastaviti nadaljavo s vsemi metodami in pristopi, ki so značilne za pristope nadaljavo. In ni vsakdo, ki je bil z možem izvajati predavanja, izobraževanja v živo, čez noč se prelevil v izvedence za izobraževanje nadaljavo. Tako da to verjetno so bile neke krizne rešitve, kar se bo zdaj preneslo naprej, pa po mojem treba dodobra premisliti in prirediti realnemu izobraževanju nadaljavo, ki seveda ima svoja pravila, svoje dinamike, svojo metodologijo, svoje pristope in tako. Hvala. Bi še kdo kaj dodal? Dopolnil? Če ne, potem bi jaz šel na drugo vprašanje. 4 vprašanja imamo namreč. Se pa itak, glede na naš pogovor, toliko prepletajo, da ste mi že odgovarjali na 3. vprašanje, ampak nič ne de. Drugo vprašanje, ki sem si ga nekako zastavil, je to, pred katerimi izzivi smo dejansko na področju izobraževanja odraslih in razvoj kariere danes v Sloveniji. Zdaj, na kratko bom predstavil to, kar kažejo različni dokumenti, razvojni. Težava, ki jo imamo v slovenskem prostoru, je relativno nizka funkcionalna pismenost prebivalstva. To je zgodba, ki se vleče že izpred COVID časov, oziroma je na nek način rak rana slovenskega prebivalstva. Potem druga taka tematika, ki je aktualna, je potrebno bi bilo povečati skrb za ranljive družbene skupine. Sploh so tukaj po podatkih tujci, sploh tisti, ki se priseljujejo v nekem zadnjem obdobju, imajo težave seveda govorimo spet o neki populaciji, ki je zelo heterogena, ampak ponavadi imajo nižjo izobrazbo in po podatkih se redkeje vključujejo v neformalne oblike. Tako da to je zagotovo ena tistih tematik, ki bi jo mogla država na neki sistemski ravni uravnavati oziroma reševati. Tretja taka tematika pa je razvijanje kariernega svetovanja, zato da bi lahko zaposleni sledili potrebam sodobne tehnologije. Pri tem sta izpostavljeni 2 populaciji, se pravi nizko usposobljen kader, ima, ne samo, da ima nižjo stopnjo izobrazbe, ponavadi je tudi manj digitalno pismen na eni strani, po drugi strani pa je tudi starejše prebivalstvo tisto, ki ima kar nekaj težav pri digitalni pismenosti in na dolgi rok bo težko sledilo sodobnim tehnološkim trendom. To so podatki oziroma to so sklepi, ki izhajajo iz poročil Evropske unije, tako da samo tako kot izhodišče. In spet je na mestu tisto, kar je prej omenila gospa Kožuh, bi bilo potrebno pogledati zgodbe, ki so v ozadju, ker vendarle niso tako enoznačne. Tako da malo me zanima vaše mnenje o tem, kaj so tisti ključni izzivi, pred katerimi smo na nek način postavljeni v slovenskem prostoru na področju izobraževanja odraslih in razvoja kariere. Kaj je tisto, s čimer bi se mogli bolj intenzivno ukvarjati? Pa bom začel najprej pri Nini. V bistvu, kar je bilo
tukaj izpostavljeno, se mi zdi tudi z mojega vidika, vse tri zadeve ključne, ne. Morda me prav zanima to kot tretja točka najbolj, ne, ker sem najbolj tako osredotočena na samo karierno svetovanje. Torej, v Sloveniji realno imamo dobro poskrbljeno, ne, torej možnosti so. Ljudske univerze ponujajo tako da starejše kot nizko usposobljene, na eni strani, ne, pač karierna svetovanja, kot imamo tudi na zavodih za zaposlovanje, na primer karierno središče, in potem še po vseh univerzah imamo poskrbljeno, ne, še spet karierne centre. Mene pa zanima, zakaj je potem ta težava, ker se povsod se mi zdi nekako kaže, kot ali je to na eni strani nezainteresiranost oseb, da se ne vključijo, ali na drugi strani, da mi premalo promoviramo to, pa da ni dovolj znano. To bi res rada tako, morda, da sem jaz v bistvu bolj postavila vprašanje, se mi zdi kot odgovor. Me res zanima, kaj je potem težava. Zdi se mi, da v glavnem je, da so na eni strani morda premalo osveščeni o tem, ali na drugi strani niso zainteresirani. Možnosti so, ne. Če tako pogledamo, možnosti so in ponujajo to. In z veseljem tako ljudske univerze, kot zavodi za zaposlovanje, kot karierni centri, res z veseljem sprejmejo vsakega posameznika in mu nudijo karierno svetovanje. Samo kje se potem to zatakne, pa me zanima tudi mnenje ostalih mogoče. Sam tako medklic, ki se meni pojavlja ob tem, kar ste omenili. Mislim, tako, ko razmišljam o tem, se mi pojavlja vprašanje, ali je dovolj ozaveščeno pri ljudeh, da bodo mogli za svojo kariero poskrbeti sami. V tem smislu, kot da tle omanjka tako malo zavedanja, ne? Ker na nek način smo bili vsaj do zdaj navajeni, ok, eno službo imam in jo bom delal, pač dokler jo bom delal. Mislim, jo bom delal dlje časa. Kot da nismo na tej točki še prevzeli odgovornosti na nek način za lastni karierni razvoj. Ja, da se morda nam ne zdijo naravni ti vmesni koraki do zaposlitve. V smislu, da iščeš, prebereš se, prijaviš, imaš. Ne? Ti vmesni del morda, da ga nismo navajeni. Ker to potem res vse povezuje, tudi s tujci, tudi samo drugo točko, ne, to nudenje, to na eni strani je zanimanje, ali mi premalo nudimo, premalo obveščamo, ne, tako da, ker vseeno imamo v Sloveniji na voljo vse to, ne, ni da ni razvito, ne. Sam ta povezava, ne, da se poveže sama institucija in posameznik, tukaj potem v bistvu je težava s tujci, kot nizko sposobljenimi in starejšimi, ne. Ja, tako kot opažam, je načeloma tako, da če pokažeš malo interesa, da bi to zadevo pri sebi razvijal, imaš kar nekaj možnosti. Ne? Mislim, ni tako, da tega ni, ne? Da si prepuščen sam sebi. Vprašanje pa, zakaj te možnosti do tebe ne pridejo, če nisi glih zagret za to področje? Točno tako, ja. Lahko mogoče dve misli v zvezi s tem. Komot. Ja, torej, kje jaz vidim problem? Jaz mislim, da je ta problem pravzaprav v nas samih. Da ponujene stvari so, morda se tudi zavedamo kot posamezniki, da je to v redu, ampak da si ne upamo tega narediti. Jaz sem pred leti delala eno raziskavo, res kar nekaj let, na študentih predšolske vzgoje, povezano z razvojem njihove bodočnosti. Takrat še nismo govorili tako izrazito o karieri, ampak pa tudi o profesionalnem razvoju, nismo govorili v tem smislu, kot ga danes razumemo, ampak o tem razvoju, poklicnem razvoju naprej. In moram reči, da so bili odgovori teh, danes so to že vzgojiteljice v srednjem življenjskem obdobju, bi rekla, so bile zelo zadržane, čeprav so izražale veselje do tega, kar bodo delale in veselje do svojega poklica, pa vseeno, kot da bi jih bilo nekako strah
stopiti na pot karijere. Torej ta beseda, tudi sama beseda karijera nekako jih je, če se prav spomnim, ko smo jih spraševali, kar malo ustrašila. Torej vem, da so se stvari že bistveno spremenile in je veliko boljše, ampak mislim, da je kanček tega še vedno v posamezniku. Hkrati želja potem, da bi nekaj naredil in hkrati strah, morda tudi strah pred tem, da, ne vem, da bo neuspešen, da mu ne bo uspelo, da ne bo ratalo, ne vem. Skratka, te stvari so po moje, morda bo treba malo še počakati, da bo prišlo do tega, da bomo več o tem govorili, da bomo začeli v bistvu že z tem, Nina, kot sva medve se pogovarjali, da je treba začeti z prvimi koraki v razvoju karijere že v vrtcu. Že tam se začenjajo, torej v Evropi kažejo na to, da je treba začeti razmišljati oziroma nakazovati določene dejavnosti in otrokom dati možnosti, da iščejo polje uresničevanja samega sebe že v vrtcu in jih potem iz vrtca preko osnovne šole in srednje šole in naprej peljati. Zdaj pa mislim, da smo vse te stvari mi nekako v tem zgodnem obdobju pustili ob strani, smo se izšolali, prišli smo do konca nekega šolskega procesa, pridobili smo poklic, zdaj pa kariera. Mislim, pahnjeni smo, zdaj če sem izgovorim z njihovimi besedami, pahnjeni smo v eno situacijo, ki nam je neznana. In ker nam je neznana, nas je normalno, če pogledamo z vidika osebnosti, jaz zdaj recimo kot psiholog en malček, nas je strah. Ker vsaka sprememba, vsaka novost izziva v posamezniku določen odstotek strahu. In morda je tukaj, ne? No, morda, zdaj sem morda odprla še eno novo dimenzijo, ampak mislim, da je tukaj v tem posamezniku ta zajec skrit. Nina, Da bo res to, ja. nekaj ste želeli dodati. Ja, da je prav ta del, kot sem prej vprašala, če morda nam ni naravno, in če bi to res bilo tako, kot je Jurka izpostavila, da bi to bilo od vrtca dalje, bi ta zadeva res bila del nas, ne? In bi postalo nam naravno, da razvijamo kariero in smo s tem soočeni. Kot je morda drugod bolj razvito, ne? Nekje, na primer v Združenih državah Amerike to izpostavljajo, ne? Že od samega začetka. In potem več dajo že na celotno neformalno izobraževanje, ne? Tudi vrednost. Ne? Tako se mi je zdelo zanimivo, če zdaj tako malo povežem Ninin odgovor z tem, kar je Jurka povedala, tako imam občutek, kot da pri razvijanju kariere niso problem sistemske možnosti, ampak gre bolj za problem osebnostnih lastnosti prebivalstva. V smislu, popravite me, če se motim, kot da zaenkrat še nismo toliko daleč, da bi čutili neko potrebo potem, da moram pri sebi razvijati. Recimo, če primerjam s tem, kar je prej gospa z Univerze za tretje življenjsko obdobje povedala. K njim pridejo ljudje, ki čutijo potrebo po druženju. Tako, če vlečem neko analogijo, tako bi ljudje hodili po nasvete glede kariere, če bi hodimo čutili potrebo po tem. Dokler pa te potrebe ni, pa se ne upajo izpostaviti, jo razvijati. Ne vem, ali pa ta kariera še vedno vezana tako na menedžerske zgodbe, ki so pa, ne vem, v vrtcih lahko malo ne blizu ljudem. Ne vem. Jurka, Jaz mislim, da je vprašanje res obrnjeno tako na posameznika, ne? In da so to v bistvu res
eni taki strahovi, o katerih sem rekla. In res morda tudi konotacija te besede kariera. Ljudje se jo mogoče ustrašijo. Ne vem, jaz recimo gledam na to besedo in jo razumem kot nekaj pozitivnega in tudi na svojih predavanjih poudarjam ta profesionalni razvoj in razvoj kariere, kako je to pomembno. Ampak se mi zdi, da tudi pedagoški delavci, zdaj povem iz svojih izkušenj, pedagoški delavci, učitelji in vzgojitelji me včasih gledajo, kaj pribijam kariero, da oni že vejo, kaj bodo in kaj sploh jaz delam s kariero na področju, ne vem, bodočih vzgojiteljic ali pa bodočih učiteljic, da se kar nekaj grem. Včasih imam tak občutek, tak feedback dobim od njih, prav od te populacije, se pravi vzgojiteljice in vzgojitelji in učitelji. Se mi zdi, da nekako druge skupine nekako bolj tolerirajo ali pa sprejemajo to kariero in razvoj kariere. Medtem ko tukaj se mi pa zdi, pa saj jaz bom mentor, potem bom svetnik, potem bom svetovalec, potem bom svetnik in konec, ne. In se zgodba zaključi, ne. In je to za njih nekaj tujega. In potem jim predstavim tudi razvoj kariere visokošolskega učitelja, ne. Kako je to pomembno in kako moramo skrbeti za to, da lahko smo v trendu, zato da ko pade COVID, da gremo lahko na Zoom, da prilagodimo predavanja preko Zooma in tako naprej. Ok, no, to je moje razmišljanje. Se pravi, jaz ta osebnostni vidik postavljam v ospredje. Zakaj imam jaz tako občutek, da ko govorimo o karieri, je ta v javnosti še vedno tako razumljena kot prodajanje samega sebe, ne pa toliko v smislu razvijanja samega sebe, da ne glede na to, kateri poklic bomo opravljali, da ga bomo opravljali boljše. In tega prodajanja samega sebe, tega mi nismo navajeni. Ne? Nismo pa dojeli še te zgodbe, da razvijanje kariere pomeni razvijanje moje osebnosti, razvijanje moje strokovnosti, razvijanje tega, da bom boljši na svojem poklicnem področju. Gospa Branka je želela še nekaj dodati. Hvala. Mi je bilo všeč, kar je gospa Jurka povedala, ker lahko povem iz praktičnega vidika kot vzgojitelj v vrtcu, se z njo popolnoma strinjam. Čisto res je, kar je povedala, da se, kar vidim pri svojih sodelavkah, ne vem, upisala sem se na podiplomski študij, pa vsi, ja, zakaj, kaj boš imela od tega? Ja, ne vem, želim si biti še boljša, vidim številne izzive pri svojem poklicu, mogoče bom na podiplomskem študiju pridobila nova znanja, ki mi bodo pomagala, da bom delala še boljše. Časi se spreminjajo, moramo se spreminjati tudi mi, tudi vzgoja se spreminja, družinske vrednote, starši in podobno. Ja, niti tebi to škoda časa. Kar jaz vidim, ne vem, ne vidijo, kakor ste omenili, razvoj kariere, vsi mislijo, da moraš, ne vem, si neko kariero ustvariti na neki poslovni poti. Tudi jaz opažam, da ženske pridejo, končajo s fakulteto in je to. Grejo po teh, kakor je Jurka omenila, mentor, svetovalec, svetnik, mogoče ima kdo še kakšno željo priti na upravo za pomočnika ravnatelja ali ravnatelja, to je že vrh kariere. Vse ostalo se pa radi v coni udobja. Jaz to tako vidim, tudi predlagam, mogoče že na fakulteti to delate, ne vem, res predstavi tem študentom in študentkam, da se da razvijati sebe kot osebnost in da to je potrebno, da smo res vzgojitelji, učitelji in vsi v pedagoškem poklicu v taki branži, pač, kjer se bomo morali konstantno izpopolnjevati. A lahko eno podvprašanje, preden dam besedo gospe Rejec. Sicer me zanima, koliko je razlog za to, da se, v tem primeru vzgojiteljice, ne ukvarjajo z lastno kariero
pomanjkanje samokritičnosti. V tem smislu želim biti boljši, zato da bom dal otrokom več. In zato da bom boljši, moram videti, kje so moje pomanjkljivosti. A se ne upamo od tega priznati, pa reči, aha, to pa to bi mogli izboljšati pri sebi. Jaz vidim tle problem drugi. V državnih službah imamo vsi enako plačo, ne glede na to, koliko se kdo trudi. In potem pride do tega, zakaj bi se trudila, če bom na koncu enako plačana kot tista, ki pride v službo, odgledati svoje ure, se poigrati z otroki in gre domov. Jaz vidim v tem izredno velik problem, no. Opažam ga, no. Pri številnih sodelavkah, kolegicah, zakaj bi nekaj več, saj bom dobila enako plačo kot tista, ki se ne trudi. Mislim, da je to bolj velik problem, no. In pa to, da so ene zadovoljne s tem, kjer so in v svoji coni udobja. Ja, torej, če lahko, jaz bi tukaj vas podprla v coni udobja, brezbrižno obvlada stvari, ki jih obvlada, ki jih potrebuje za preživetje, druge je pa ne zanima. Ja. To mislim, da je glavna stvar. Drugače pa glede tega samospoštovanja in samozavesti, jaz mislim, da to ni problem. Tudi v okviru doktorata, enega doktorata smo delali in smo proučevali empatijo in smo ugotavljali tudi empatijo in podobnosti in razlike v empatiji med vzgojiteljicami in učiteljicami. Učiteljice majčkeno zaostajajo, vzgojiteljice so bistveno višje v empatiji, torej pomeni tudi v tej sposobnosti vživljanja v druge, se pravi, tudi to dimenzijo imajo razvito, ne, ki je v procesu vzgoje in izobraževanja zelo pomembna. Se pravi, vzgojiteljice so glede tega, mislim, da kar dobro opremljene, ne. Ampak ta udobnost, ne, cona udobja, ali pa biti pod dežnikom in pod dežnikom je super, ne, ne pada dež, pri nas zdaj trenutno Sodra pada, ampak pod dežnikom sem udobno zavarovana in zaščitena in opravljam svoj poklic. Ok, hvala. Gospa Rec, ste želeli, se opravičujem, ker ste malo čakali. Ja, ni problema. Jaz sem z vami še na poti iz službe, tako da ne bom imela video, ker sem v avtu, tako da... Varno vožnjo. Uvednost, ja, ampak sem rekla, bi se rada samo oglasila v 2 točkah. Sicer sem zaposlena in delam na Ljudski univerzi v Tolminu v okviru Poslovškega razvojnega centra, tudi kot svetovalka in bi rada podelila svoje izkušnje. Zdaj, dosti ste se okrog termina kariera pogovarjali, jaz bi se obregnila tudi pod svetovanje. Tako da sama, bom rekla, zaznavam, da imajo ljudje težavo s to besedo in da dejansko lahko se gremo promocijo, bom rekla, poskusili smo že na 1001 način, ampak ja, se mi zdi, da je v nas ljudeh tudi to, pa kaj jaz rabim svetovanje. Pa vedno smo skozi, bom rekla, celotno življenje naleteli na to svetovalko že od osnovne šole naprej, a ne? Zdaj vsi v različnih segmentih, zaradi različnih stvari, ampak se mi zdi, da stalno človek pristane pri neki svetovalki, ker postane brezposeln, gre k svetovalki, ko rabi na centru za socialno delo, gre k svetovalki. Tako da se mi zdi, da... Sam prosim vas, če vklopite, ker vas je prekinilo. Na to besedo, tako da je oboje, to in kariera in svetovanje, je pa zelo dober odziv, kadar ima nekdo dobro izkušnjo od odraslih, govorim, in da gre to, tako bom rekla, po neformalni poti, a ne? Tako da tudi največ ljudi pridejo k nam, se pravi, tako, ker so zvedeli od nekoga in dost, bom rekla, da prihajamo v stik in da jih napotujejo neke druge organizacije, da dobijo. Bom rekla, zelo malo takih je, da so to prebrali v nekem oglasilu
na internetu, ker dejansko ne vejo, kaj bi delali s tem, karierno svetovanje, kaj je to tam odzadaj, pa mogoče že tisti glaven naslov jih odbije, pa niti ne berejo poglobljeno potem naprej, kaj se tam odzadaj skriva. Potem kot drugo, mogoče v tem kontekstu, zakaj ne razvijamo kariere, nimamo, bom rekla, nekega posluha za to, mogoče zato, ker tudi odrasli nismo še, ali pa bom rekla večina, pozorni, kako se naša delovna mesta spreminjajo in kje so tista znanja, v bistvu, ki bi jih mogli mi stalno nadgrajevati ali pa posodabljati, da bi lahko kakovostno opravljali svoje storitve, take ali pa drugačne. In če še nimamo potem strani, bom rekla, vodilnih ali pa vodstva tega, da nas spodbuja, da imamo vsi, ne vem, poenoteno naše vizije ali kakorkoli, da bi imeli to v sebi, ali pa predvsem to zavedanje, da neka firma ali pa neka organizacija glede kakovosti nekih storitev ali pa svojo zgodbo lahko pride samo tako daleč, koliko daleč so njeni zaposleni želijo iti, se pravi domet, to dvoje gre lahko samo tako daleč, koliko daleč grejo lahko zaposleni. In dokler se to ne bo začelo na tak način gledati, nas bojo samo res tiste spremembe, tako kot zdaj COVID, prej ni noben razmišljal o nadaljavi, pa kombinirano učenje, pa tako naprej. Zdaj nas je pa prisililo, in pol ljudje smo taki, eni smo entuzijasti, se mi zdi, pa grejo naprej, eni pa bolj tisti jamski ljudje, ki čakajo čist na koncu, ampak sej ni nič narobe, če tudi ti jamski ljudje še pravočasno grejo pa rečejo, se bomo to naučili ali kakorkoli, pa da zaznajo. Največja težava je v tem, da se to ne zgodi, ker potem pride pa do stresa in potem se pa že pričakuje od vsakega zaposlenega na nekem delovnem mestu, da neka znanja bo imel. Potem, ko gre ta čas mimo, zdaj, naprimer, če rečem pri COVID-u, se že od vsakega, od tajnice, od učiteljice, od organizatorja pričakuje, da bo znal zdaj to zorganizirati. Do zdaj smo bili tolerantni, od zdaj naprej pa bo tisti človek verjetno zelo pod stresom, ker tega ne bo znal, potem pa hkrati še ne bo upal povedati, da ne zna. Zdaj pa še samo se opravičujem, bi se rada še priseljencev dotaknila, ker delam tudi s priseljenci. Jaz največ ljudi, ki jih imam na svetovanju, so lih priseljenci. Se hitro med sabo povejo, pa pridejo dol, pa predvsem, ker se morajo naučiti jezika. Jaz vidim potem, pa naredimo karierne načrte, izobraževalne načrte, potem se pa zalomi v segmentu, ko morajo oni to zadevo realizirati, ker dejansko zraven svojega delovnega časa, pa bi lahko povedala, zelo težko, bom rekla, so čisto taka nerealna pričakovanja. Mi imamo te tečaje, bom rekla, zelo pozno v večernih urah. In nekdo, ko gre že od 6 ali od 7 je v službi in pridirka 2-krat na teden, da lovi tečaj, ki se začne ob 6 zvečer in se konča 7:45 zvečer, potem mi učiteljice tudi včasih malo povejo, da so zelo zmatrani. In to bi mogli iti pa z delodajalci, z roko v roki, to želim povedati, ker potem se pa z delodajalci pogovarjam, da bi res take res full tailor-made programe, njim prilagojene, mislijo, da se bo nekdo v 60 ali pa 180 urah naučil jezika, tako da se bo lahko normalno na delovnem mestu pogovarjal in to naj bi se naučil pa v 3 mesecih. V 3 mesecih je že, mislim, tako. Samo toliko sem hotela komentirati, da je to zelo kompleksna zadeva. A lahko 2 podvprašanj, ki ste tako malo me izzvali. In sicer prvo, kar me zanima, je to, kar se tiče kariere. A so te spremembe na delovnem mestu toliko mehke, toliko fluidne, da zaposleni ne rabijo potrebe po kariernem razvoju, ker to se tako dogaja spontano in sploh ne opažiš, da se ti pravzaprav razvijaš. Mislim, ti se, po mojem mnenju, resno začneš karierno razvijati, ko trčiš ob nek zid. Ne vem, postaneš brezposeln in zdaj,
ali pa ugotoviš, kaj pa zdaj, moram se spremeniti, ker mi določena zadeva ne funkcionira na delovnem mestu. Ne? Mislim, to me zanima. A je tudi kak razlog tudi v tej mehkobi spreminjanja delovnih mest? Ja, po moje je tudi odvisno, na katerem delovnem mestu si zaposlen, pa v kateri firmi. Zato, ker tista podjetja, ker imajo zelo dobro vzpostavljene sisteme, notranje sisteme kakovosti, že vejo, kaj delajo. In tam se grejo, bom tako rekla, tam imajo ljudi, ki vejo, kako se upravlja z nekimi sistemi, pa tudi vejo, kako se vodi sodelavce. In imajo to potem znotraj teh svojih notranjih izobraževanj, mentorskih sistemov, zunanjih, kakorkoli vzpostavljeno sistemsko, pa skrbijo za to, a ne? Pa je tudi nekdo, ki pride tja, postane to logično. Zdaj tisti, ko je pa, bom rekla, nimajo teh, ali pa ker ne vejo, zakaj bi to imeli, ali pa ker imajo samo na papirju, ali pa ker sploh ne vejo, da to sploh obstaja, verjamem, da je pa, mora pa že nekaj zelo velika sprememba se zgoditi, ne? Da enim trg pokaže, enim ne vem, a ne? Drugo vprašanje, ki ga imam, je povezano na to vključevanje v izobraževanje. Tako, v obeh primerih, pri priseljencih in pri tistih, ki niso, sem tako zaznal, da je v zadaj najboljša reklama dobra izkušnja. Ja. Kako zdaj kako bi to, kar se vam dogaja pri priseljencih, da se bolj vključujejo v izobraževanje, kako bi to zgodbo lahko prenesli na tiste, ki niso? Zdaj, tako jaz vidim pri priseljencih zelo eno veliko izobraževalno potrebo po znanju jezika. In jim je to tisto res ta prvo, ko pridejo in to, ta glavno. Pol pa, ko enkrat vidijo še po sebi, no, ko imamo na ljudskih univerzah veliko tudi brezplačnih vsebin, in ko se naučijo jezika in ko se počasi ta integracija steče, se vključujejo tudi potem za digitalno, v računalniške in tako. Tako da njih, bom rekla, največkrat dobimo prav zaradi slovenščine, da začnejo zahajati, in tisti, ki potem ostanejo v tem kraju, v tem okolju, da ne grejo naprej, da se vključujejo potem tudi v druge zadeve. Zdaj, kako bi tole potem pri naših, bom rekla, pri ostalih občanih, morajo začutiti neko izobraževalno potrebo, a ne? In tudi tukaj nimam enega pametnega odgovora, ko delamo vse mogoče pristope, a ne? Vemo, na primer, da je potreba po digitalni pismenosti zelo velika, ampak po drugi strani so prav tečaji digitalne pismenosti tisti, ki zelo veliko truda vlagamo, da spromoviramo na 1001 način, da imamo polhne skupine. Še največkrat je fajn, da gremo to potem z drugimi organizacijami, a ne, ali prek nevladniki ali s podjetji, tako, da oni pol naprej. Ne vem, se mi zdi, in zelo hitro se napolnejo pa kakšne druge, a ne, tukaj je bilo že omejeno. Ljudje imajo verjetno polno stvari drugega, pa radi hodijo potem to, da se družijo, čuječnost, da kaj ustvarjajo, ne vem, kakšna zelišča, a ne. Jeziki pa računalništvo, pa MPK-ji, pa to je pa drugače, tam se je treba pa res učiti, a ne, tam pa ne prideš. Tam imaš pa neke izobraževalne cilje, ne tudi tam, se učiš, se tudi drugje učiš, a ne, ampak tukaj je pa drug način učenja, je bolj zahteven, bolj kompleksen, znanje, ki bo pokazalo rezultate, če boš potem ti neko pridobljena znanja tudi v življenju uporabljal in razvijal naprej, če ne boš hit pozabil in potem boš ves kompleksen, jaz se ne moram nič naučiti, a ne. Tako da ti pristopi se mi zdi, da tudi svetovalci, ja, jih stalno poskusimo, no, pa če mogoče lahko še podelim izkušnjo zdaj v povezavi z medkulturnim, z medobčinskim društvom invalidov Kranj, ko pokriva 3 občine tukaj pri nas, oni imajo čez 100 članov, na primer, ne.
In oni še zmeri poslujejo, da jim domov pošiljajo pač v kuvertah, ker so digitalno nepismeni. Predstavljajte si to, koliko je časovno, koliko to finančno stanje. In so se zdaj odločili, da so oni napotila, ne? In smo šli skozi vsa ta proces, kakorkoli. Zdaj smo 3 skupince ljudi, 3 skupince. Ne, se pravi, čez tistih 100 jih imamo zdaj noter 30, ampak tudi oni sami niso vedeli, koga pravzaprav imajo. Od tega, da jaz pošiljam obvestila v kuverti, izobraževalni programi, kdaj se začne, ker eni ljudje še nimajo doma niti interneta, nimajo računalnika, bi se radi naučili uporabljati pametni telefon, pa bojo zdaj pred tečajem še šli z nekom, da bojo šele kupili pametni telefon. Mi ne vemo, koga imamo na terenu, se zdaj ne govorim, da so to vsi, ampak to so tisti ranljivi, a ne? Ki jim pravimo ranljivi. Potem po drugi strani pa seveda imamo tiste, ki dejansko se to zavedajo, pa so visoko izobraženi in tako je razlika v izobrazbi, če rečem. Kako se radi vključujejo eni ali pa drugi na drugi strani, ker za te ranljive, če uporabim to besedo, res je treba ena časovna determinanta upoštevati, da se vključijo, pa da potem se začne z njimi delati in da se naučijo, ampak če bo hotela Slovenija narediti korak naprej v digitalizaciji, si ne predstavljam, kako jo bo naredila, če ne bo tega videla na terenu, pač tisti v Ljubljani, kjerkoli pišejo te programe in vlagajo sredstva, če ne bojo prepoznali taka okolja, naprimer, ker ne samo tu pri nas, po vsej Sloveniji in teh ranljivih skupin, ki so večkrat ranljivi, a ne? Ne vem, imamo mi noter, je invalid, je starejši, je nizko izobražen, ne vem, je priseljen z osnovno šolo, brezposeln. Mi nimamo samo enkrat ranljive, imamo večkrat ranljive osebe, to bo treba upoštevati, a ne? Če ne, tudi digitalizacija ne bo stekla. Ok, hvala. Bi še kdo dodal kaj k temu drugemu vprašanju? Kak komentar? Če ne, potem prehajamo na to, kar smo že na nek način tako skrivoma se pogovarjali ves čas, in sicer o tem neljubem COVID obdobju. Tole so tako misli, ki so prišle meni tako na plano. Vprašanje, o katerem bi želel z vami prediskutirati, je pa naslednje. Se pravi, kaj se bo zgodilo takrat, ko bomo vsi precepljeni, bomo v travnato zelenem obdobju in bo COVID krepko za nami. Kako bo izgledalo takrat izobraževanje odraslih in kako takrat potekalo razvijanje kariere? Tako, po mojem mnenju se bo izobraževanje odraslih malo transformirano, po mojem bo več izobraževanja nadaljavo, zdaj v kakšnem smislu bo to potekalo, je druga zadeva. Zagotovo pa to, ko sem gledal poročila, bo potrebno delati več na digitalni pismenosti ljudi. Tu še nekaj zaostajamo in to, kar pa se nismo z gospo z Ilirske Bistrice zmenila, daleč od tega, kakšno infrastrukturo imamo, zato da se mi lahko gremo izobraževanje nadaljavo. Vsi ljudje vendarle žal tega nimajo. Bi pa tokrat dal za začetek besedo Maji. Ja, hvala za besedo. Jaz bom izhajala z neke anekdote, ko sem bila leta 2002 prvič v Estoniji, na nekem študijskem obisku, sem se pogovarjala tam s prijateljem in smo se odločili, da gremo za vikend v nek bazen tam v Tallinnu, in se spomnim, jaz sem bila vsa zaprepaščena, ker so se oni takrat že naročili preko spleta. Naročil se preko spleta karte za bazen in frizerjev, In meni je bila tako še tabu tema, to spletno naročanje, sploh na storitve, ajde, da neka artikle naročiš po spletu, nekako to sem že zasledila, ampak da bi se pa na storitve naročila preko spleta v letu 2002, se mi zdela še malo tabu tema,
Tako da mislim, da z določenega vidika še dohajamo nekatero stvarnost, v to nas je pač COVID prisilil, neko spletno naročanje na storitve in tako dalje. S tem, da seveda se veča ta digitalni razkorak, ravno zaradi digitalne pismenosti pa nepismenosti. In tukaj moramo biti zelo pozorni, da ne bomo imeli Slovenijo dve hitrosti oziroma en del populacije, ki ima kompetence za to, drugi del pa, ki nima kompetenc, ustreznih digitalnih kompetenc. Tudi raziskava PIAAC, ki je bila izvedena pred COVID obdobjem, je v bistvu pokazala, če jaz na kratko povzamem, predvideli so 3 ravni teh, niso ravno digitalne kompetence, ampak so reševanje problemov tehnološko bogatih okoljih, kar do določene mere lahko rečemo, da je del tega problema. In če imamo recimo te 3 ravni, samo 25% slovenskega prebivalstva se nahaja na drugi pa 3. ravni. Tako da kar pomeni, da 75% je na prvi oziroma bistveno niže, ne dosega niti prvo raven. In to je pač treba upoštevati, ko se gre v digitalizacijo storitev, izobraževanje nadaljavo in vse, kar spada zraven. S tem podatkom pač se moramo soočati. Verjamem, da nas je COVID potisnil, da smo malo nadoknadili. Tam, kjer pa so bile že neke predhodni pogoji, da se te kompetence lahko razvijajo, kjer pa teh pogojev ni, zdaj seveda. In tukaj si bi malo mogoče tudi povezala s prejšnjim diskurzom. Včasih damo preveč veliko, predvsem v javnem sektorju, preveč pozornosti na stopnjo izobrazbe, listine, točke in tako dalje. Realno kompetence bolj malo gledamo. Tudi, če pogledamo recimo pri naših študentih, katere kompetence potrebujejo, da uspešno upravljajo poklic vzgojitelja, učitelja in tako dalje. Kaj lahko odkljukajo, ne rabijo samo diplome, oni rabijo tudi izkušnje drugod ali prostovoljstvu, ali pač nekje morajo razviti te kompetence, ki jih potem potrebujejo. In če bomo imeli samo točke odkljukali in ne bomo pri tem kariernem razvoju pomagali, ker moramo tudi fokus dati na te kompetence in na vse življenjski razvoj teh kompetenc. Zdaj, če se vrnem, kje bo in kakšno bo to izobraževanje odraslih, mi smo letos tudi na tej temi posvetili seminarsko nalogo, ravno na York programu pri andragogiki ciljnih skupin in so študenti si izbrali eno študijo primera in preučili. Tako da, če smo si malo pogledali, katere šibke točke so ugotovili, kje so recimo največji izzivi, je ravno to, opremljenost, stroški, ki se predpostavljajo za nabavo opreme, ranljive skupine, ki postanejo dvakrat ranljive, ker velikokrat je potem tudi problem digitalne opreme in digitalne pismenosti, kompetenc. Potem seveda se odpira celotno obzorje, kako bomo izvajali izobraževanje nadaljavo. Recimo, po mojem, z šolanjem nadaljavo, smo pa recimo že nekje dognali, da danes imeti računalnik pri otrokih v družini skoraj kot imeti kolo. Tako kot si nekomu imel kolo, danes moraš imeti tudi računalnik zraven. To mogoče smo nekje dojeli, prej ni bilo samo po sebi umevno. Zdaj pa smo nekje, tako se mi zdi, da razumeli, da brez ne gre, da je v bistvu del neke pač družinske opreme. Je pa problem seveda nabave, povezav, konec koncev tudi, če ne uporabljaš konstantno določenih aplikacij, potem te kompetence tudi upadejo, tako kot tudi pri pismenosti, ko je bila omenjena v drsnicah, tudi tam recimo z neuporabo potem te kompetence upadejo, tako da kar nekaj izzivov, tako vidim. Hvala.
Evo, tle se meni pojavlja eno vprašanje, ki tako vam lahko tudi drugi podajo svoje videnje. Po PIAC-u, se pravi, po tej raziskavi, kjer je 75% vključenih doseglo nič oziroma prvo stopnjo, kaj s temi narediti, da jih dvignemo na višjo stopnjo? Kako se tega lotiti? Mogoče Maja, mogoče gospa Kožuh, kaj narediti pri ljudeh? Kako z nekega pedagoško, andragoško, didaktičnega vidika dvigniti to stopnjo digitalne pismenosti, digitalne kompetentnosti? Kaj bi se tle dalo narediti? Ja. Jaz sama pri sebi vidim, recimo, ravno na osnovi te izkušnje, če nekaj rabiš, potem se naučiš, tako da izziv vidim ravno v rabi. Tako, če povem recimo lastno izkušnjo s spletnimi učilnicami, dokler nismo bili prisiljeni, da recimo, da gremo na splet, smo jih uporabljali v zelo skromni meri. Potem je spletna učilnica postala neka osnova, in potem smo se pač, oziroma sem se, lahko govorim v prvi osebi, drugi mogoče so bili že prej boljši od mene, pa veliko boljši nekateri kolegi. Sila kola lomi, pač se učiš in potem ugotoviš, da konec koncev je to zelo dobro, ugodno in da je fajn stvar ohraniti, obdržati in naprej uporabljati. Tisti začetek je gotovo težak, ker se moraš premakniti, kot smo prej govorili, z tiste cone obdobja, tistega varnega poznam, obvladam v neko bolj neznano, manj varno okolje. Nekaterim so izzivi bolj všeč, drugim manj. Mogoče gospa Kožuh? Jaz pa mislim, če sem dobro razumela vaše vprašanje, je šlo za to, kako spodbuditi to digitalnost pri ljudeh, pa mislite na drugi stopnji ali na tretji? Ne. Ali na splošno, kdaj pa? Raziskava PIAC je pokazala, da je slovensko prebivalstvo zelo nizko, tam so bile določene stopnje digitalne pismenosti in smo zelo nizko pri teh stopnjah. Kaj bi lahko naredili, da bi to stopnjo digitalne pismenosti pri ljudeh izboljšali? Kako se približati ljudem? A sem bil bolj razumljiv? Ja, tako, zdaj pa je. To pomeni, jaz mogoče bi malce obrnila ta problem. Jaz ne vidim tukaj v tem, mogoče to je najbolj zdravo v tej družbi, da je tako. To je tako moje mnenje. Mislim, da naturalno, da čim bomo starejši in če ta družba bo starejša, bo obvladala to digitalno. Se bojim, da zelo hitro kot pedagogi pridemo do drugega problema, kako sploh nagovoriti ljudi, da bi želeli prihajati na običajen način. Ker že zdaj že prve raziskave kažejo, da študenti se prav nočejo vračati. To pomeni, že imamo prvi pojav, da že odrasli, tisti najmlajši, ampak odrasli, so nekako začutili več pozitivov kot negativov. In si mislim, da naša glavna težava pravzaprav temelji na tem, kako voditi ta didaktični proces, kako pa ga obvladati in kaj še vpeljati, da bi ta ravnotežja nekako bila še bolj ohranjena. In tukaj bi še se povezala na to, kar je profesor Jurka povedala. Zelo spodbujam ravno to, kar je poudarila. Tudi jaz to vidim pri naših študentih, da če govorimo o vseživljenjskem učenju, ker to je zdaj tako trendi, ampak če se poglobimo v to, pravzaprav oni razumejo to, da moramo se celo življenje učiti, ampak ne razumejo tega, kako naj delati v tej smeri s učencem, da pravzaprav treba
da obvlada ta učenec samoevaluacijo, to, kar ste že vi tu omenili enkrat, da čim bolj pametno se odloča za to, kaj bi v prihodnosti želel delati, da sploh se nauči dobijati tudi povratno informacijo, ki ga zadovolji. To pomeni, da se učenec zna učiti sam s podporo učenja nadaljavo. Mi pravzaprav kot šola, ta in vrtec, šola osnovna, tega ne učimo. Učitelj misli, tu generaliziram, jasno, ampak predvsem je tako, da bi čim več povedal učencem, ne razume tega, da njegovi učenci bodo se morali celo življenje res učiti brez njega in kako naj on jih pripravi na to poslanstvo. To je glavna zadeva, ampak še žal učitelji tega do konca ne razume. To je moje mnenje tako. Če smem samo tako osebno dati refleksijo, tudi sam opažam ali pa imam občutek, da se premalo zavedamo, da recimo, ne vem, v šolstvu usposabljamo kader, ki bo 40 let ali pa 50 let na trgu dela. Kako bo izgledalo delovno mesto čez 10-15 let? Noben med nami ne ve. Ne? Mislim, in tu se meni pojavlja vprašanje, ali mi v šolstvu damo premalo teh procesnih kompetenc, procesnega znanja, kar ni merljivo, je tako neko fluidno, ne? A je to tisto, kjer bi mogli na dolgi rok več energije posvečati? Če se mene tiče, sigurno tako, da predvsem dobro razumemo, kar sploh pomeni vseživljenjsko učenje. Kaj mi moramo kot učenec, otrok, ki ima 5, 6, 7 let, pravzaprav zakaj je to za mene tako pomembno, da bi tu že morali dobiti povratno informacijo zelo konkretno, s konkretnimi primeri. Jaz se upravičujem, moram iti po kabel, ker čez trenutek bo mi elektrika padla. Kar v miru. Če samo malo nadaljujem to razmišljanje, ključno se mi zdi to, da ne samo, da mi učimo otroke, mladino, študente o tem konceptu vseživljenjskega učenja, ampak da smo primarno mi tisti, ki smo ambasadorji vseživljenjskega učenja. Ker kako bom jaz učil nekaj nekoga, če mu nisem zgled? Samo tako, kot misel. Bi še kdo dodal karkoli? Ne? Ok, je še tle pri tej točki, pri tem tretjem vprašanju, kaj takega, kar je odprto? Kar bi želeli pokomentirati, tudi ostali, vljudno vabljeni? Moje strani je Maja tako lepo zajela moje misli, tako da pol nimam kaj dodati. Tako. Ok, potem bi šli na zadnje vprašanje. In sicer glede študijskega programa. Zdaj pogovarjali smo se o tem, kje so odprte teme na področju izobraževanja odraslih, na področju razvoja kariere. Kaj pa pravzaprav lahko naredimo za bodoče andragoge? Kako bi lahko magistrski študijski program izobraževanja odraslih in razvoj kariere, ki ga imamo na Pedagoški fakulteti, kako bi ga lahko približali vsem tem vprašanjem, ki smo jih odpirali danes? Pa tu zdaj ne pričakujem samo, da govorimo mi, ki smo profesori oziroma sodelavci na tem programu, ampak pričakujem tudi od ostalih, da povejo, kaj pravzaprav pričakujejo od andragoga danes. Kaj je tisto, kar bi andragog naj danes imel? Tako da, tle enih par iztočnih, ki sem jih jaz dal, tako glede študijskega programa, da bi mogoče kaj dali več v digitalno obliko zdaj po covidu, da bi pri študentih razvijali digitalne kompetence, ker zelo pogosto se mi zdi, da
enačimo, jaz imam računalnik, sem digitalno pismen, pa ni nujno, da je vedno tako. Ne? Odvisno, zakaj uporabljaš. Prav tako je tako ena od mojih idej, da bi čim bolj izkoristili pač sodelovanje strokovnjakov tudi prek digitalnih orodij, se pravi, da bi jih nadaljavo povabili. Ampak, da ne bom zašel in sam preveč odgovarjal, bi prosil ostale, če date kako svojo refleksijo, kaj bi se zdaj na podlagi tega današnjega pogovora lahko izluščilo in kako bi spremenili lik, podobo bodočih andragogov, tudi s pomočjo tega študijskega programa. Nina, kako vi vidite to zadevo? V bistvu tako, mogoče bi tako izpostavila najprej, da me vsakeč znova, vsako leto študentje presenetijo, študenti, ki se vpišejo, in moram priznati, da mi oni širijo obzorja, kdo so osebe, ki se lahko vpišejo. In da sem sama bistveno ožje razmišljala, kot pa potem, ko sem spoznala vsakega študenta posebej in je povedal razlog, zakaj se je vpisal. Ne? Torej, že od samih vzgojiteljev, torej vzgojiteljice, ko so prišle, pa so povedali zaradi tega, da se naučim znati delati sodelavci in starši, ne? Pa na drugi strani, ko imamo torej in od dome za ostarele, pa vse možne torej osebe, ki prijavljajo na primer evropske projekte, pa od tega, ko nekdo želi sam nekaj odpreti, pa od učiteljev smučanja, ne, kot imamo tudi letos. Tako da je neverjetno široko in vsakič znova v bistvu tukaj moram reči, da se jaz še več naučim, kako lepo osebe, ki preberejo v tem študijskem programu, pomislijo nase, se povežejo s tem študijskim programom in enostavno, kako se potem tudi izkaže, to lahko tudi Jurka poveda, kako, ko same pridejo na zagovor, ne, kakšne tudi zaposlitev, ne, kako na vseh možnih področjih in kako hitro so potem tudi te osebe zaradi praktičnega usposabljanja tam dobile možnosti in celo potem dobile zaposlitev. Ne. Mislim, to v bistvu mene preseneča, sem zelo zadovoljna, ko to vidim, ne. Mislim, res lepo. Tako da je zelo zares široko zasnovan študijski program in res za marsikoga ponuja možnost, da se razvija. Ne. In mislim, da imamo potem tle vse te možnosti vseživljenjskega učenja, ne, da jih pridobijo. Vsaj tako dobim občutek od študentov, ne, da ne bom sama govorila, da je temu tako. Ne. Tako da, če bi še kdo morda tudi iz pedagoškega gledal ta del. Z veseljem prisluhnu tudi publiki, da vidim, kakšno njihovo mnenje. Ja, škoda, če smem. Škoda, da ni kaj več študentov še zraven, ne? Res je, jaz bi potrdila to, kar pravi Nina. Torej, dejansko je delo s študenti našega Jorka meni prav užitek. Ja. Tako recimo, če sem čist zelo osebna in bom rekla tako, na nekaterih programih potrebujem zelo veliko energije, da nekako jih skušam prepričati v neke stvari, medtem ko tukaj pri študentih Jorka sem pa, ko zaključim predavanja, pa čeprav je ta ciklus 5 ur, ker je pač tako strukturirano, se mi zdi, da sem ko eno peresce, lahka. Se pravi, neutrujena, polna energije, ker dobivam, ker je ta izmenjava, zdaj ne vem na katerem polju, ne vem kako se to imenuje, ker se ne ukvarjam s to ezoteriko, ampak nekaj se dogaja in vidim, kako so odzivni in kako so samoiniciativni in se mi zdi, da je vsako leto boljši. Zdaj, če gledam leta nazaj, je včasih bilo tako s temi našimi študenti, da si res Jorkovci, ne, zdaj govorimo o tej naši populaciji, da je bilo mogoče res niso točno vedeli, kaj hočejo. Zdaj pridejo, pa ti, ki pridejo, imajo jasen cilj, kaj oni želijo in želijo izvedeti čim več. Tako se mi zdi, so vedoželjni, ne,
Tako da včasih moram reči, da jaz se včasih ne držim čisto samo mojega predmeta, ampak grem tudi malo ven, ker grem nekako vštric njihovim željam, njihovi radovednosti in odpiramo skupaj vrata in skupaj odkrivamo stvari. Tako da, ne vem, recimo ta letošnja generacija, se mi zdi prvi letnik, ne? Se mi zdi, da je ena taka. Ali pa recimo prejšnje generacije, posameznice so bile prostovoljke, delajo še naprej kot prostovoljke, negujejo to. So menedžerke v veliki verigi, te Supernova, ne vem, to je neka veriga, ne vem kakšnih trgovskih, ne vem česa, je menedžerka v eni od teh verig, naša Jorkovka. Mislim, tako, ali pa recimo tudi ena gospa na RTV-ju naredi eno krasno zadevo in spelje stvari, ki so bile videti nemogoče. Ob študiju je, s pomočjo študija Jorka je to naredila. Ne? Tako da... Jurka, samo da upravičim študente, študenti na polno pripravljajo karierni dan, ki bo v četrtek, čez 2 dni, tako da jih niti ne upam tikati. Ne? Tako da so res popolnoma zagreti za to, za ta dan. Gospa Rejec je želela nekaj dodati. Ja, jaz bi samo tako rekla, ker zdaj z 1.1. letošnjega leta je začela na področju izobraževanja odraslih delovati javna služba. In sicer, kar se dotika svetovanja v izobraževanju odraslih, tako da tam noter je eden izmed, bom rekla, poklicev, ki lahko opravlja, so tudi andragogi, Tako da v bistvu so itak smernice tudi napisane, tako da tam noter je zelo natančno opredeljeno, kaj se sploh zajema to delo, od samega, ne vem, bom rekla, informiranja, svetovanja, za vključevanje v izobraževanje, vrednotenje že pridobljenih znanj, pa tudi svetovanje za, bom rekla, samostojno učenje oziroma vse, kar so te podporne dejavnosti, plus ta del, kar se tudi tiče notranjega sistema kakovosti, na neki v svetovalni dejavnosti in pa seveda tudi na ljudskih univerzah oziroma v organizacijah, ki izobražujejo odrasle. Tako da tole sigurno, ne vem, so tudi, ker malo poznam to področje, da zelo veliko svetovalcev nas zdaj opravlja to javno službo, ki pa nismo, bom rekla, po izobrazbi, ampak smo za leti dela pridobili ta znanja, spretnosti, veščine, da to opravljamo. Zagotovo pa vsi na novo, ki se bojo zaposlovali v ta segment dela, bojo pa mogli imeti ustrezno izobrazbo, jim ne bo priznano ali kakorkoli. To kot eno. Zdaj, kot druga sem hotela pa to reči, da zelo veliko izobraževalcev odraslih, če tako rečem organizatorjev, ki delamo zdaj v javni službi z letošnjim letom, bi pa lih kontra tudi mi rabili imeti kakšne, a bi vi za nas tudi kakšne tečaje pa kakšne delavnice, da mi, bom rekla, tudi en del naših obveznosti je, da se stalno izobražujemo, še posebej verjetno tisti, ker nimamo ustrezne izobrazbe. Jaz sem tudi že gledala ta vaš program dol, da bi ga ob delu šla delati, samo mi malo zakomplicira zaradi dela, če bi bil dosti nadaljavo, bi se tudi to, ali pa če ne čisto po segmentih, da ga z leti potem sestavimo skozi posamezne module ali kakorkoli. Mislim, da tudi to bi se marsikdo odločil, jaz osebno zagotovo, da bi nekako potem prišli do teh znanj, ker bi nam koristila. Če smem samo komentirati ta zadnji del, če nas povabite, pa tako kontaktirate, z veseljem pripravimo kako izobraževanje za vas. Drugače pa, kar se tiče samega študijskega programa, bom izkoristil to priložnost, ker sem jo želel kasneje. Ravno ta teden
bo potekal celo 2-krat informativni dan v tem študijskem programu. In sicer enkrat bo jutri ob 5, drugič pa v petek ob 5. Tako da vljudno vabljeni na informativni dan ravno glede tega študijskega programa. Če vas pa karkoli zanima, me pa lahko kontaktirate, pa vam kot koordinator seveda pomagam in odgovorim. Tako da, če imate kakršnekoli potrebe, z veseljem nas kontaktirajte, pa se lahko zmenimo za kako izobraževanje. Mislim, da se tudi ostali kolegi strinjajo, da to ne bi bil problem. Ne? Tako da z veseljem sodelujemo pri takih zadevah. Ne? Hvala. Tako da cenim, da ste izrazili željo in potrebo. Ona prva informacija nam bo pa zelo v pomoč glede javne službe. Tako da hvala. Ja, prosim. Imamo še kaj takega, kar bi kdo želel dodati pri tej točki? Ker smo že kar nekaj časa skupaj. Že skoraj da 2 ure bo. Tako da vas jaz ne bi predolgo zadrževal, bi samo še na koncu vprašal, a imamo še kaj takega, kar bi kdo želel deliti z nami, kaj vprašati, karkoli v tem smislu? Molk razumem, kot da ne. Okej. Potem pa še na koncu EPP, tako kot sem prej omenjal. Skratka, jutri, če so med nami kakšni študenti, vljudno vabljeni na karierni dan, se pravi, kjer se bodo študenti ali pa iskalci zaposlitve srečali z delodajalci. To bo potekalo 27. maja, se pravi jutri od 1 nekje do 3. In potem, kot sem prej omenjal, imamo v sredo in petek informativni dan na študijskem programu izobraževanje odraslih in razvoj kariere. Vljudno vabljeni. Začnemo v 5, po mojem kako urco bomo imeli, odvisno od vprašanj, tako v sredo kot tudi v petek, tako da vljudno vabljeni. Drugače pa tle spodaj je povezava do vseh dogodkov, ki trajajo v tednu vseživljenjskega učenja in razvoj kariere na Pedagoški fakulteti. Tako da vas vljudno vabim, da si ogledate, kaj vse ponujamo. Okej. Je še kaj takega, kar bi vas zanimalo? Če ne, je kaj takega, da vas ne bom prehitro spodil. Patricija, ste želeli kaj ali je roka ostala še odprej dvignjena? Se opravičujem odprej. Odprej je. V redu, ni problema. Tako da jaz se res zelo, zelo iskreno zahvaljujem vsem, ki ste si danes vzeli 2 urci časa, da ste bili v naši družbi. Hvala vsakemu, ki je delil svoje mnenje, tako da meni osebno je bilo zelo dragoceno. Upam, da tudi vam. In fajn bi bilo, da še naredimo kdaj kako tako okroglo mizo, ker imamo občutek, da je še kar nekaj tem, o katerih bi lahko spregovorili. Tako da iskrena hvala za to, da ste prišli, da ste si vzeli čas in da ste odnesli tudi kaj smiselnega za vas. Tako da najlepša hvala še enkrat. Želim vam lep večer še naprej in bomo pa nekje objavili ta posnetek. Tako da, če želite kakorkoli sodelovati z nami, nas kontaktirajte, z veseljem vam odgovorimo. Tako da najlepša hvala še enkrat in lep večer še naprej. Lepo se imejte. Nasvidenje.